No, v glavnem, kje smo zdaj? Berem, da je julija 2008 minister Podobnik pisal Evropskemu komisarju za okolje Stavrosu Dimosu in ga opozoril spet na kršitev Artuške konvencije o obveščanju javnosti glede tveganih projektov, kajti tudi naš minister je že drugič v 2 letih izvedel za določene postopke v Italiji v naših medijih. Prvič smo ga mi opozorili, prvič smo mi opozorili diplomacijo in tudi drugič smo mi opozorili, da po zatišju in po zamrznitvi vprašanja v času Prodijeve vlade, ko je bilo okoljsko ministrstvo v rokah zelenih, se zdaj z novo Berlusconijevo vlado začenja nova etapa načrtovanja in izgradnje teh terminalov. Nedavno je prišlo do sestanka v Rimu med našo in italijansko vlado. Mislim, da tam se je zgodilo nekaj zelo pomembnega. Zunanji minister Italije Franco Frattini je izjavil, da Italija ne bo storila ničesar brez soglasja Slovenije. Torej, ta stavek je izredno pomemben. Mi zahtevamo zdaj od naše vlade, da se izjasni ne le od okoljskega ministra in od medresorske skupine, ki je korektno opravila svoje delo in je potrdila vse tisto, kar smo okoljevarstveniki že prej ugotavljali. Da gre za škodljiv poseg in za potencialno uničujoč poseg v Tržaškem zalivu. Mislim, da je potrebno tudi vprašati zdaj našo sedanjo vlado, kaj pravzaprav misli o koprskem terminalu. Če se spomnite tega kratkega historijata dogajanja okrog terminala TGE, o katerem se veliko govori, zdaj je družba TGE šla spet v neko medijsko kampanjo, kjer skušajo dokazovati večjo primernost tega objekta, boljšo tehnologijo v primerjavi z drugim in tako dalje. No, v tem terminalu je prvič spregovoril direktor oziroma predsednik uprave Luka Robert Časar, ko je pozitivno ocenil poslovne možnosti tovrstnega objekta. Sledil je zelo dvoličen odnos resornega ministrstva, gospodarskega. Vizjak je o tem nekajkrat spregovoril naklonjeno. Zunanji minister je bil prav tako dvoličen. Skratka, če malo analiziramo, kje so največji interesi uveljavljanja te profitne logike, so to v največji vladni stranki. Vsi ti trije akteri, ki zagovarjajo v bistvu na tak prikrit način, izhajajo iz iste stranke. In tega seveda ne moremo kar tako zanemarjati. Dogaja se tam, dogajajo se veliki dogovori mimo javnosti, tako da te konvencije, ki naj bi zagotavljale transparentnost in obveščanje javnosti, so kršene že pri nas. Ni transparentnosti. Več kot 1 leto se odločajo o koprskem terminalu. In nič ne vemo. Po 1 letu ni ne ja, ne. Verjetno se čaka na volitve, morda na morebitno novo potrditev sedanje vlade, potem pa zagotovo, če potrjena bojo stvari šle naprej po maslu, kot niso do zdaj, ker ne bojo videli nobene ovire. In dogovori tudi z italijansko stranjo verjetno so. Oblast ni sami sebi namenjena nikoli, je vedno povezana z velikimi kapitalskimi interesi. In tukaj zgodba o terminalih je bistveno večja od zgodbe o Patriji, celo, če gledamo finančno. In to je ključni problem. Tam se vrti ogromno interesov, od osebnih do podjetniških. In bodimo pozorni na vse to. Mislim, odločamo tudi po nadaljevanju te zgodbe. Kot vidite, so tudi predstavniki civilnih organizacij,
nekdani predstavniki civilnih organizacij, ki potem so stopili v različne stranke, mislimo, da to ni problem. Nekatere stranke, glede teh tem, smo si enotne. Mi dva zastopava pač, veste, so kandidata stranke Zares, drugi so iz Zelene koalicije. Zelene koalicije, ne? Torej, tukaj vidimo le sodelovanje. Mi smo stranka itak, ki na to temo gradi predvsejšnji del lastnega profila in lastnega programa, Zelena koalicija tudi, in upamo tudi druge stranke, ki so na te temo občutljive in da se bojo temu angažiranju pridružile.